Ja, lep pozdrav z moje strani. Skratka, lepo pozdravljam vse in sem vesela, da bom lahko tudi prispevala en svoj delček misli v tem bogatem dnevu, ki je že za nami. V prispevku bom predstavila eno pomembno medosebno kompetenco, v luči katere so odnosi, tudi dialog drugačni, to je empatija. O njej so razpravljali številni avtorji različnih znanosti, v naši predstavitvi pa bomo izhajali iz predstavitve empatije, kakor jo je opisovala Edith Stein, ta pomembna ženska, ki je zaznamovala 20. stoletje, bila prepoznavna filozofinja, učiteljica, rojena kot Judinja, kasneje pa potem kristjanka in tudi mučenka. V prispevku predstavljam temeljne vidike razumevanja empatije pri Edith Stein in tudi izpostavim pomen empatije kot kompetence, ki je ključnega pomena za te resnične, globoke in pa zdrave medosebne odnose in tudi dialog. Kaj lahko rečemo o empatiji? To je kompetenca, o kateri ne moremo nikoli razmišljati izven konteksta medosebnih odnosov in medosebne povezanosti. In kot taka ni pomembna samo v teh tesnih, intimnih odnosih, ampak tudi na globalni ravni našega sobivanja. Sodobni avtorji empatijo opredeljujejo kot sposobnost posameznika, da se postavi na mesto drugega, pri čemer lahko zazna in razume oziroma se vživi tako v občutja, čustva, kot tudi v misli druge osebe, pri tem pa se s to drugo osebo ne poistoveti na način, da bi pri tem izgubil svoj lastni jaz. Empatija je tako zavedanje in deljenje čustev ter misli z drugo osebo in to omogoči posamezniku, da se postavi v ta psihološki okvir doživljanja druge osebe in tudi zaznava neko stanje tako, kakor ga doživlja druga oseba. V sami naravi empatije tako izstopata dve komponenti oziroma dva vidika, ki sta med seboj seveda prepletena in tudi povezana v realnosti. Torej na eni strani ta spoznavni, kognitivni vidik, ki je osnovan predvsem na tem razumskem in pa nekem intelektualnem razumevanju izkušnje druge osebe, potem pa ta drugi afektivni oziroma čustveni vidik, ki pa v ospredje postavlja enakost tega čustvenega doživljanja obeh udeležencev. Zdaj, različne teoretične in pa empirične znanstvene razprave se v glavnem vrtijo okoli nekega iskanja jasne pa celostne opredelitve pojma empatije. Vsi pa nekako poudarjajo tudi pomembnost empatije v tej realni sodobni razsežnosti življenja. In ko bi iskali neko definicijo, bi se lahko naslonili bodisi na psihološko znanost, sociološko, teološko ali filozofsko. Tukaj bomo malo bolj sledili filozofski smeri, kar je tudi Edith Stein proučevala empatijo znotraj fenomenološkega pristopa, ki se je nekako tudi trudil opisati to bistvo pojava življenja. Edith Stein je bila učenka Edmunda Husserla in se v raziskovanje empatije poglobila najprej v okviru svoje doktorske disertacije leta 1917 z naslovom o problemu vživljanja oziroma empatije, se pa potem te teme posredno bolj dotika tudi v kasnejših delih. V sami empatiji je Edith Stein nekako spoznala, da ima edinstveno naravo in tudi tako predstavlja. V disertaciji poda natančen opis različnih vidikov empatije v okviru samega fenomenološkega pristopa. Temeljne postavke pa seveda s kasnejšimi deli, pa tudi z samimi življenjskimi izkušnjami, zlasti s to izkušnjo žive vere in življenjem iz nje potem tudi še poglobim. In če poskušamo narediti kratko sintezo vidikov, ki jih je o empatiji oblikovala Edith Stein, lahko to nekako oblikujemo v 5 točkah. Najprej glede same opredelitve empatije in narave empatije. Steinova empatija opredeli kot naše izkustvo doživljanja drugih. Gre torej za dejanje, v katerem je mogoče izkusiti in tako nekako usvojiti, torej razumeti tuje doživljanje. Torej empatija je dojemanje drugih osebkov in njihovih doživljajev. Gre za dejanje, ki smo mu podvrženi, pri tem pa čutimo eno z drugimi, pa ne izgubimo lastne identitete.
In namesto tega doživljamo drugo osebo nekako kot čuteče živo telo, ki pripada jazu, ki je, tako kot smo tudi mi, središče orientacije v svetu. Torej, našemu jazu je tako dana izkušnja drugega jaza in njegovega sveta. V tej empatični izkušnji osebe so in ostajajo torej ločene in edinstvene. Na določen način smo sicer recipročno drug za drugega ranljivi, meje so v določenem smislu prekoračene, ampak ta naš občutek celovitosti in pa integritete pri tem ohranjen. Torej, o empatiji je mogoče reči, da ne gre samo za to, da mi vstopamo v drugega, ampak da tudi drugi nekako vstopajo in vdirajo v nas in našo zavest, ker empatija v bistvu ni dejanje, ki bi ga mi hoteli, ni dejanje naše volje, zgodi se zelo spontano. Potem bi lahko rekli, da smo mi nekako pasivni, empatične izkušnje pa so nam dane. Seveda pa to pogojeno z določeno stopnjo pripravljenosti, odprtosti, za odprtost in pa sprejemanje drugih. Torej, za razumevanje empatije je tudi zanimiva vzporednica s spominom in pa domišljijo, kot to poda Edith Stein. Tako kot recimo domišljija in spomin spada tudi empatija med ideje predstavljanja, pri tem pa je prisotna vsebina v predstavi, ne pa dejansko. Torej, pri empatiji gre za predstave tega, kar drugi izkuša oziroma doživlja, in ko si oseba predstavlja to izkušnjo, pa je potegnjena v narekovajih v izkušnjo druge osebe in s tem tudi sposobna videti položaj z njenega gledišča. Torej, prebudijo se podobno občutja kot pri drugem, le da tisti, ki je empatičen, se v resnici ne nahaja realno v enakem položaju kot druga oseba. In to omogoča dostopati do tega notranjega doživljanja drugega na način, ki ni odvisen od neke naše sposobnosti samo dobrega ugibanja, kar pa zagotovo pomeni neko pomembno dodano vrednost in pa razsežnost v kontekstu odnosov. Glede vsebine empatije, Edith Stein pravi, da z empatijo doživljamo enako vsebino, kakor jo doživlja drugi, in tako imamo pravzaprav dostop do tega notranjega življenja drugih, pri čemer pa je dojemanje tega notranjega življenja drugih ni odvisno od naše sposobnosti samo dobrega ugibanja. Torej, empatija je izkušnja te tuje notranjosti in kot taka ni izvirna, govori pa o neki izvirni izkušnji, torej izvirna je za drugega. Pri empatiji gre tudi za doživljaj, ki ga trenutno doživljam, ki se odvija v tem trenutku, vendar pa je vsebina tista, ki v tem trenutku ni moja, ampak je od nekoga drugega, lahko tudi od nekoga iz preteklosti. Izkušnja sama tako je izvirna, dejansko nekaj doživljam, ampak to, kar doživljam, vsebina doživljanja ni moje. Empatija je tako nekako dvostranska izkušnja, je naša, hkrati pa govori o nečem, kar pa naše nikoli ni bilo. Empatijo Steinova opredeli tudi kot proces, ugotavlja, da se te empatične izkušnje doživljanja odvijajo na 3 stopnjah. Prva faza je pojav doživljanja, kjer gre pravzaprav za to, da jaz zaznam, da drugi nekaj doživlja, se pravi, doživljanje drugega se prednje postavi kot neko dejstvo. Dejstvo je, na primer, da je drugi vesel in to njegovo veselje zame je neko zunanje dejstvo. Potem druga faza je razvoj doživljanja, kjer pride pravzaprav do tega, da poskušam nekako jasneje doumeti to doživljanje drugega. Zato podoživim to zunanje dejstvo, sem potegnen v ta doživljaj in izkušam, kaj pomeni imeti ta doživljaj. Se pravi, v sebi opazujem to doživljanje, lastno doživljanje drugega. V tretji fazi pride pa pravzaprav do konkretizacije in tudi opredmetenja tega doživljanja. Pride pravzaprav do umika od te druge faze, ko uspem razumeti, da imam pred sabo še vedno doživljaj drugega, vendar pa je razumevanje tega tujega doživljaja zdaj zaradi te druge faze bogatejše, ker sem sam notranje izkusil, kaj pomeni imeti nek doživljaj, recimo neko veselje. No, med temi 3 stopnjami empatije je nekako bistvena druga stopnja, ko smo potegnjeni ta doživljaj druge osebe, in tako vidimo to stanje iz njenega zornega kota, kar je bistveno drugače, če bi ostali samo na prvi fazi na ravni nekih dejstev, kjer bi lahko samo rekli, da smo opazili, da je drugi na primer vesel, dlje pa se ne bi spuščali. To, se pravi, ta potegnjenost v doživljanje obogati razumevanje celote doživljanja, lahko rečemo s to prispodobo, ki se večkrat uporablja,
pri empatiji, a ne, ko rečemo, da je to tako, kot bi stopili v čevlje nekoga drugega, v bistvu zdaj vemo, kako je biti v čevljih nekoga drugega in jih izkusiti. Potem naslednje področje, kjer lahko tudi po Steinovi obravnavamo empatijo ali pa jo razumemo, je tudi to, da je empatija gradnik človeške osebe in nekako s tem tudi pot do samospoznanja, se pravi vrednotenja lastne osebe, recimo. Empatija vodi tudi k zavedanju, namreč in tej integraciji občutka za človeško osebo na več načinov. Najprej gre za to, da ti empatični deji omogočajo pridobiti neko razumevanje drugega kot kompleksnega bitja, kakršno smo tudi mi sami. Drugega dojemamo kot čuteče živo telo, ki mu pripada njegov lasten jaz. Ima živo telo, čuteče telo, kakor ima moj jaz živo in čuteče telo. Tako je druge pravzaprav mogoče prepoznati tudi kot osebe. Nadalje potem preko empatičnih izkušenj druge doživljamo oziroma do drugih prihajamo tudi do podobe samih sebe in tudi do vrednosti lastne osebe, namreč ko mi nekako reflektiramo to lastno empatično doživljanje drugih, se pravi, kako se drugi počuti, ko je ob meni, si osvetlimo tudi naše lastne sposobnosti, vrednote, primanjkljaje, naše početje in to nam nekako omogoča, da tudi lahko ocenimo in se odločimo, kakšni bi radi postali in kako moramo ravnati, da to tudi lahko dosežemo. Torej, lahko se tudi popravimo, izboljšamo, še uresničimo neke svoje potenciale. Preko empatije pa prihajamo tudi do spoznanja, v čem se razlikujemo od drugih, kar omogoča tudi neko samovrednotenje, ko zaznavamo recimo druge, njihove potenciale, njihovo doživljanje, nas to tudi informira o tem, kje smo mi, kaj se še lahko postanemo. Tako da nam je veliko možnosti morda prikritih, ko pa empatično doživljamo druge, pa lahko prepoznamo še tudi te svoje neuresničene potenciale, ko se na nek način morda primerjamo z drugimi. Potem pa empatija tudi nekako odpira v presežno, ne daje seveda vseh odgovorov, kot je bilo že v prejšnjem prispevku rečeno, ta skrivnost človeka, ki je vedno nek aksiom, ostaja kljub različnim poskusom opredeliti drugega. Čeprav torej drugi in pa stik z drugimi so pomembni za razumevanje nas samih, pa potrebna tudi na neki točki milost, ki prihaja od Boga, torej mi ne moramo vsega tej svoji človeški omejenosti, tudi če imamo kompetence in sposobnosti za empatijo, vsega ne moremo razumeti, tudi empatija je omejena. So empatija in empatične izkušnje sicer temelj nekega spoznanja, samospoznanja, vendar pa je lahko to samospoznanje povezano tudi z mnogimi napakami, ki nam ostanejo skrite, dokler Bog z nekim pristnim notranjim dotikom in pa tudi klicem notranjosti ne sname mogoče teh vezi, ki onemogočajo človeku, da bi v polnosti razumel globino svoje biti, in to tudi Steinova poudarja. Torej, popolno samospoznanje in spoznanje drugih tako brez Boga in njegove milosti ni mogoče. Tako da empatija zagotovo ne daje teh popolnih odgovorov vseh skrivnostih, ki so v nas in v drugih, je pa mogoče z njo tudi začutiti na ta način neko presežno v človeku, namreč človeka ni mogoče popolnoma določiti v tej svoji kompleksnosti, ostaja vedno neko odprto vprašanje in nobeno človekovo prizadevanje ne more nekako priti do te absolutne popolnosti in morda ravno bistvo v tem, da povsod tudi v svojem prizadevanju spoznavanja samega sebe in drugih človek ostaja tudi nedorečen, tudi omejen in s tem tudi odprt za nove raziskave in nova spoznanja. Torej, empatija zagotovo ni kompetenca, ki bi nam dajala neko tako čarobno moč, da bi mi zdaj drugega lahko samo prebrali, ampak nam daje neko razširje obzorja, hkrati pa nam daje tudi informacijo o tem, da je treba tudi pred to izkušnjo drugega stati z neko ponižnostjo in odprtostjo in mislijo, da tudi popolno samospoznanje nas presega oziroma spoznanje drugega nas presega v teh kontekstih. Zdaj, če damo to še malo v dialoški kontekst, kaj lahko empatija prinese v sam dialog.
se pravi, kaj se spremeni, če dodamo to dimenzijo, oziroma če je ni. Zdaj, dialoškost, odnos, biti človek s človekom je zagotovo neko temeljno bistvo človekovega obstoja, in ko sta dva v odnosu, s tem ustvarjata to področje, ki je več, nekaj tretjega, se pravi, je več kot samo skupek dveh posameznih področij, posameznih oseb. Je novo področje, ki ga lahko dejansko imenujemo področje vzajemnosti ali področje dialoga, in v tej neizogibni realnosti je seveda pomembno, kakšna je kvaliteta in pa globina te vzajemnosti in samega dialoga. Torej, drugemu in pa drugi nam se v večji polnosti približamo samo takrat, kadar ga razumemo, ali pa čim bolj razumemo v tej celovitosti doživljanja, in drugi nas seveda. V tem kontekstu empatija zelo izstopa kot neka pomembna kompetenca, ki omogoča prepoznati drugega kot osebo in se hkrati potem tudi potopiti, poglobiti v njegov okvir doživljanja in tako razširiti polje razumevanja neke situacije. In čeprav je empatija po svoji naravi lahko zelo nevtralna v smislu, da omogoča zgolj pridobiti neko informacijo o doživljanju drugega, empatija sama še ni sočutje, ne? Je pa za dialog, se pravi, nujno potrebna, kadar gre za te globoke in čustvene ali pa rahločutne interakcije z drugimi, kjer smo lahko res človek s človekom. Tako da empatija je več kot samo neka informacija ali pa informacija o odnosih, je pravzaprav izraz tega, da smo v nekih vzajemnih odnosih, kar pa je sigurno ena izmed psihično najpomembnejših izkušenj človeka. Empatija tako omogoča nekako presegati ta egocentrični pogled na svet in zavzeti sociocentrični pogled na svet, ker lahko celoviteje razumemo svojo pozicijo in pozicijo drugega, s katerim tudi stopamo v dialog. In zelo pomemben vidik, recimo v teh kontekstih, v katerih tudi govori Edith Stein, je pa ta, da empatija dejansko omogoča prepoznati tudi to, kdaj so mogoče naša dejanja do drugih slaba. To nam pa omogoča potem, da lahko stanje, ki smo ga mogoče s svojimi dejanji drugim prizadeli, se pravi, ko čutimo, da je nekdo drug prizadet zaradi naših dejanj, lahko vodi to potem tudi nek trud, nek pristnejši dialog, da neko situacijo tudi spremenimo. To je recimo zelo pomembno v nekih procesih soočenja s konflikti ali pa v procesih medosebne sprave. Sploh v teh procesih, kjer so potrebne neke razrešitve globljih, družbenih ali pa medosebnih zapletov in sporov, empatija omogoča bolj poglobljeno in resničnejše razumevanje zapletenosti neke situacije, mogoče tudi obnašanja določenega posameznika ali pa skupine ljudi v zelo specifičnih okoliščinah. In s tem se potem odpre res možno za tak pravi in konstruktiven dialog, ki lahko privede do sprave ali na tej družbeni širši ravni ali pa tudi v kontekstu intimnih medosebnih odnosov, na primer partnerskih, prijateljskih, družinskih. Torej, empatija je kompetenca, ki je pomembna za vse nas ne zapira v lastni svet, ampak spodbuja razvoj iskrenosti, razumevanja, tudi odprtosti do soljudi, tudi do tistih, ki so zaradi svojih morda sociokulturnih, religioznih, jezikovnih, etničnih ali pa drugih značilnosti drugačni od nas. Namreč drugačnost oziroma nepoznavanje te drugačnosti je lahko tudi vzrok za strah, občutek ogroženosti, kar lahko vodi samo nestrpnost in pa sovraštvo do drugačnosti in različnosti. Tako da empatija tudi v tem kontekstu pomaga voditi nek spoštljiv dialog z vsemi, ko omogoča razumeti kompleksnost situacije, ki je različna morda od naše, in tudi priznava drugemu, da je prav tako oseba, kot smo mi sami, torej mu priznava pravico do njegove individualnosti. Tako empatija spodbuja to odprtost, spoštovanje tudi do drugih ljudi, vodi stran od tega prehitrega obsojanja, kritiziranja, pametovanja, kjer bi od drugih samo pričakovali, da so kakor mi, da čustvujejo kakor mi, da razmišljajo kakor mi. In tako je v jedru pravzaprav vsakega kompetentnega in pristnega dialoga empatija res jedrna kompetenca, in
res omogoča dialog, ki temelji na nekem enakovrednem odnosu med različnimi osebami. Hvala za pozornost, toliko z moje strani, tako da predajam besedo naprej.